Na našem vrtu izkopavamo krompir. Gre za srednje zgodno sorto Twister. Vidimo, da ima kar velike gomolje, rodi v 70 do 85 dneh. No, letos je, tako kot na ostalih vrtovih, suša obiskala tudi naš krompir, tako da je v tej zaključni fazi, ko bi moral intenzivno debeliti gomolje, primanjkovalo vode. Seveda nekaj smo zalivali, ampak dejansko je bilo to premalo, lahko bi bistveno več, tako da je tudi pridelek v velikosti gomoljev nekoliko manjši. Seveda pa je ta sorta pravzaprav odporna na krompirjevo plesen. Opažam, da na okoliških njivah in vrtovih je krompir že kar prizadet od plesni, bo dejansko za skopati. Ta pa je imun tako na plesen, na gomoljih kot tudi na listih, čeprav prvi znaki plesni zaradi zalivanja po listih, po tleh, ker smo izdatno zalivali, se tudi poznajo, tako da nasplošno pa je sorta odporna. Tudi na tej sorti nismo opazili koloradskega hrošča, tako da smo vseeno s pridelkom zadovoljni. Zdaj bomo vse skupaj pobrali z grede in potem pripravili prostor za naslednje vrtnine. Za krompirjem lahko sadimo zelje za kisanje, lahko sadimo ohrovte, nasploh vse kapusnice, lahko umestimo tudi radič, endivijo in seveda druge vrtnine, ki jih semen sadimo konec junija, začetku julija. Pravzaprav to je tisti termin, ko je na vrtu zelo vroče in je treba tudi poskrbeti za pripravo gredic, pa tudi za senčanje pridelka. Sadike, ki jih sadimo v poletnem času, tudi senčimo. Tukaj imamo primer solate, ki je bila sajena približno 15-20 dni nazaj. Sadike so se dobro prijele, ampak senčanje je bilo nujno. Vsekakor senčimo tudi poletne setve. No, na našem vrtu smo sadili tudi sadike rdeče pese, kajti rdeča pesa iz sadik v poletnem času naredi boljše kot setev iz semena. No, nismo pozabili tudi na zelje, ohrovte, podzemno kolerabo, seveda pa tudi pobiramo pridelek. Tukaj imamo zelje. Zelje je počasi pripravljeno za spravilo in to gre za spomladanske sorte, ki rodijo v 70 plus dneh, tako da sprošča se veliko prostora. Zemljo bomo pripravili in potem pokrili slamo oziroma drugim organskim materialom, sadili pa pred padavinami ali pa zemljo izdatno zalili in potem senčali vse setve in tudi sajenje. Danes ponoči smo imeli kar nekaj dežja in vrtnina se nam zato še posebno hvaležne. No, tukaj imamo bučke, ki jih redno pobiramo, tako da treba čim večkrat odstraniti te mlade bučke, da niso prevelike, potem nastavljajo večje plodove. Tukaj smo že skoraj v celoti pobrali cvetačo, tudi ta greda je pripravljena na spravilo. Seveda na namakanje ne smemo pozabiti v rastlinjaku. Predlagam, da se sprehodimo še v rastlinjak. V tem vročem, sušnem poletju zelenjava najboljše uspeva v rastlinjaku. V rastlinjaku smo zelo zadovoljni s pridelkom jajčevca. Zelo dobro nastavlja plodove. Seveda bo treba še nekaj časa počakati, ampak tukaj pridelek namakamo. Zgoraj je tudi mreža za senčanje in to pomaga, da je v rastlinjaku mogoče manj vroče kot zunaj. No, kar se tiče paradižnikov, tudi imamo cepljen paradižnik, intenzivno raste, privezujemo ga na oporo. Seveda pa cepljen paradižnik gojimo na osnovi dvostebelnega sistema
in to tako, da smo spodnji del, prvi zalistnik pustili in potem imamo tukaj eno steblo, drugo steblo. Cepljen paradižnik je zmožen prehraniti tako rastlino in pravzaprav se kar veselimo pridelka. V ozadju se pobirajo tudi že prve kumare, ki se lepo vzpenjajo po opori. No, na predelu, kjer je predhodno uspeval bob, raste zelje, vmes solata, ki bomo kmalu pobrali. V ozadju vidimo zelo lepo divjo sorta Nataša, ki razvije potem rumeno sredico. Otroci imajo še posebno radi. Tukaj, kjer zdeluje, da je gredica prazna, smo sejali stročji fižol. Vidimo, da se gredica tudi namaka, kajti v rastlinjaku ni padavin. Je pa bilo kljub temu, da imamo senčenje, nekaj užiga na mladih rastlinicah fižola in vidimo, da tudi v rastlinjaku bi lahko upravili kakšno senčenje. Sadike rdeče pese, ki smo jo sadili na področje, kjer je predhodno uspeval grah, pa ravno tako dobro uspevajo, tako da je rastlinjak v tem času poln sveže domače zelenjave. Vidimo, da tudi kolobarimo. Paprika ravno tako dobro raste. Prve paprike smo odstranili, zdaj pa že opažamo plodove, tudi lepo nastavljajo v zgornjem delu, tako da zagotovo bo paprika dovolj. Ko gledamo dobre sosede, pa smo pozicionirali papriko tako, da sonce, da imamo dobro popoldansko sonce, paradižnik ne senči paprike, tako da v tem primeru je dober sosed. Ravno tako kumare, kajti sonce prihaja z te smeri in to je pravzaprav tak dober kotiček za papriko. Če bi pa papriko skrili med paradižnik in kumare, pa enostavno bi jo senčili in pridelek ne bi bil optimalen. Tako da dela na vrtu je dovolj, zdaj je enostavno v tem poletnem času je treba pripraviti še gredice in poskrbeti za setve in sajenje, da bomo imeli pridelek še pozno poleti in tudi v jesenskem obdobju.